Bomo najprej poslušali predstavitev iz Mestne občine Koper, oziroma iz Kopra, potem sledi iz Ljubljane in nazadnje še predstavitev primera iz Idrije. Pa dam najprej kar povabim k besedi Vesno Pajič iz Mestne občine Koper. Mislim, da je to težko nalogo. Ne samo, da smo bili najprej na krasno in pozno, ne? Ampak še po kosilo. Ampak še po kosilo, ne? Tako da se upam, da vas ne bom... Vse imam zelo kratko prezentacijo, če ste že videli. Torej, lepo pozdravljeni, moje ime je Vesna in sem zaposlena na Mestni občini Koper v kabinetu župana, sicer svetovalka župana za kulturo in pa mednarodne projekte. Vendar se nam zdi projekt participativnega proračuna zelo pomemben del sodelovanja z našimi občani in pa zelo pomemben, pa jaz se upravičujem, ampak jaz ne moram govoriti. Tako da se imamo dovolj distance. Torej, sama sem se v projekt participativnega proračuna vključila šele v letošnjem letu in sicer v delu izvajanja participativnega proračuna za leto 2020. Sicer smo k izvajanju, k povabilo k občanom, k sodelovanju pri sooblikovanju, kako razdeliti občinski denar, povabili člansko leto. Udeležba je bila na samem začetku kar obsežna. Mi sicer smo v prvem letu dobili približno 500 predlogov. Teh 500, tle smo kar prednjačili po lestvici na slovenskem nivoju. Od teh predlogov smo potem morali malce izčistiti, da so projekti res ustrezali kriterijem in pa merilom. In smo potem nekako dobili 176 predlogov, za katere so občani glasovali. Pri glasovanju smo bili, če smo prednjačili pri številu podanih predlogov, smo pa malo bili v zadnji vrsti pri številu aktivnih udeležb, v številu aktivnih glasujočih, ker mislim, da je manj kot 5% občanov glasovalo za predloge. Izglasovanih je bilo 36 predlogov, od teh bomo v letošnjem letu izvedli 31. Ne bom rekla, da se bomo zgovarjali na COVID, na virus in pa drugačne razmere, na katere smo naleteli letos, se lahko zgovarjamo samo v primeru enega projekta, kjer so predlagatelji sami prosili, če lahko, ker gre za mehko vsebino in pa tip izvedbe, pravzaprav gre za primer izvedbe pevske revije, ker so prosili, če lahko predstavimo na naslednje leto. Tistih 5 projektov, ki pa jih bomo verjetno izvedli šele v naslednjem letu, pa ni razlog za to, ker smo se znašli v novi situaciji, ampak je razlog v tem, da enostavno nekako nismo mogli, je bilo tisto sito, ki smo ga uvedli za to, ali projekte spustimo v glasovanje ali ne, ni bilo dovolj gostro podkano, torej smo kakšen projekt, ki se morda ne bi smel uvrstiti v glasovanje, spustili v glasovanje. In sedaj bomo morali malo več energije in pa financ vložiti v to, da bo projekt tudi izveden. Vendar glede na to, da je bil projekt predlagan, podan v glasovanje in pa seveda tudi izglasovan, menimo, da je naša dolžnost, da to tudi izvedemo. Torej, danes sem bila povabljena, da povabim proces digitalizacije procesa participativnega proračuna. Tukaj morda nisem najbolj prava oseba, ker pravzaprav sodelujem v izvedbi digitalizacije samo kot uporabnik, se pravi kot občina. Mi izvajamo naš participativni proračun preko digitalne platforme Konzul, ki je sicer odprtokodni sistem. Ta odprtokodni sistem pa je pripravil in pa prevedel in pa prilagodil za slovensko uporabo inštitut Danes je nov dan. Malo bom EPP naredila, ampak so res zelo prijazna skupina ljudi in zelo prilagodljiva. Je pa seveda to tudi en del, ki seveda pomaga, da lahko tudi sami izvajamo. Spravi, platforma Konzul, se mi sliši po moje, ne? Torej,
platforma Konzul je odprtokodni sistem. A moram kje poškrat? Ja. Je odprti kodni sistem, ki ga uporablja v več kot 33 državah in ga uporablja v več kot 100 inštitucij. To je bilo narejeno pravzaprav, razvila ga je občina Madrid in nadalje se je potem uporabljalo pač v večjih državah. Kot sem rekla, še to danes je nov dan, ga je prilagodil za naše razmere. Vem, da ga poleg mestne občine Koper uporabljajo tudi v občini Kozina, mislim, da tudi v Novi Gorici, ampak več pa, dajte se raje nasloviti na inštitut danes je nov dan. Jaz sem dala tale podnaslov digitalno in pa analogno in pa seveda nekaj vmes, ker posebej digitalni proces pravzaprav ni mogoč. Mi predloge zbiramo preko spletne platforme Konzul. Seveda moramo imeti stvari objavljene tudi v javnih občinah in pa na spletni strani mestne občine Koper. Povabili smo ljudi k sodelovanju, zdaj smo prišli v novo fazo participativnega proračuna in zdaj zbiramo projekte za leti, zdaj smo prišli na dvoletni proračun in zbiramo trenutno projekte za leti 2021 in 2022. In seveda bom močkrat pokazala dve različni spletni strani, se pravi, eno je platforma, drugo je pa, kar se tiče spletne strani. Pa bom povedala kakor glas, ker tako. Se pravi, objavo smo naredili na spletni strani mestne občine Koper, kjer so v bistvu dosegljivi tudi vsi dokumenti in pa seveda tudi vse model participativnega proračuna, vsi obrazci, ceniki, vsa podporne informacije se nahajajo na spletni strani. Seveda za občana je to in seveda tudi ne povabimo ljudi k sodelovanju samo prek spletnih občin, pa preko digitalnega, ampak izvajamo tako delavnice za participativni proračun, danes izvajamo še zadnje v centru. Potem letošnjo novost, ki smo jo uvedli, je tudi izvajanje projektnih pisarn, kajti ena stvar, ki smo ugotovili v lanskem letu je, da je bil naš obrazec mogoče morda preohlapno zasnovan in da ljudje, in da sicer tisti, ki so pripravljali obrazec za prijavo projektnih predlogov, so bili morda vešči pisanja projektnih in pa razpisnih predlogov. Seveda ne moramo od vsakega občana pričakovati, da to znajo, zato letos občanom v krajevnih skupnosti pomagamo, se pravi, jim pomagamo preko delavnic, preko projektnih pisarn. Imamo tudi konstantno projektno pisarno že 3 tedne, odkar smo začeli zbirati predloge na mestni občini Koper v času uradnih ur. Potem naredili smo v vseh krajevnih skupnostih izobraževanja za naše tajnice oziroma tajnike krajevnih skupnosti, pa tudi že lani so pomagali občanom pri vpisovanju v platformo. Seveda, tudi če to ne pomaga, potem nam pa še vedno ostane tisto analogna varianta, kjer lahko na spletni strani občine poiščemo, oddamo svojo projektno predlogo in sicer preko obrazca, ki se nahaja na tej spletni strani. Naslednjič bom pa enkrat svoj računalnik, ki znamo uporabljati informacije. Torej, če seveda ne poseduješ računalnika na računalniku znan, lahko ali na krajevni skupnosti, ali pa na občini Koper, ali pa pri sosedi dobiš tudi natisnen obrazec in ga izpolniš ročno in potem ga je en nepredniš kratek, ko sem jaz, prenese tudi v spletno aplikacijo. Predlog lahko da vsak občan, vsak, ki ima stalno prebivališče v mestni občini Koper in je star najmanj 15 let. In seveda podaš predlog projektnega predloga,
zakaj je fino, zakaj potrebuješ, to so najprej osnovni podatki, vse naša razdelitev, mi imamo razdelitev na 6 območij. Malo smo gledali na to, da se vidi, da ne pokrivamo samo, pa na Kopru je bilo kar razvito, je bil center relativno dobro razvit, zato smo naredili razdelitev na 6 območij tako, da več krajevnih skupnosti lahko dobi več projektov v sofinanciranje, tako da je največja krajevna skupnost, to je center, ki pokriva približno polovico prebivalstva, pokriva samo eno območje. V vsakem območju je na voljo 80 000 evrov, torej skupni znesek letnega proračuna je 480 000. Zdaj, če se vrnem nazaj, bomo šli kar na spletno platformo Konzul, ki je pa sem da najdem, kje to je. Zdaj, pri nas potekajo tri faze, in sicer prva faza je glasovanje, zdaj smo ravno v drugi letni izvedni faze predlage, glasu in pa spremne. V letu 2020 zdaj izvajamo projekte, ki so bili podani 2019 in se trenutno do ponedeljka ravno poteka tudi zbiranje predlogov. Pa če pogledamo proračun za leto 2020, imamo zdaj tisto tretjo fazo, kjer lahko spet spremljamo projekte. Kjer si lahko pravzaprav vsak občan gleda ne samo projekte, ki so bili izvedeni, oziroma ki se izvajajo, ampak tudi projekte, ki niso bili sprejeti zaradi glasovanja, ki niso bili niti dani v glasovanje, in pa tudi tisti, ki niso bili na glasovanju in izvajanju. Spremljamo lahko projekte glede na področje. Izbrali smo glasovali 36 predlogov. Zdaj, ena stvar, ki smo opazili pri spletnih predlogih, je bilo to, da so bili zelo različne kakovosti in pa tudi to, da pravzaprav so bile včasih informacije nenatančne, da so bili recimo podani projektni predlogi na področju, recimo pomembno pravilo Mrniške kapelice je projekt, ki je bil podan na občinskih prostorov, se pa pogosto zgodili, da ljudje vejo, da je v njihovi vasi recimo nek prostor javen, ampak ne razumejo, da to ni nujno občinsko, da je lahko to tudi državno, da je lahko to pri nam je velik voda, tako da moramo tudi paziti tiste 4 metre stran od vode. Potem lahko je kmetijskega sklada, ki so sploh lušne, ali pa recimo imamo kar nekaj parcel, ki so od Darsa in da je tukaj potrebno pridobiti služnost in pa da so tudi dovoljeni samo določeni posegi. Ravno se sedaj ukvarjamo z projektom ureditev okolice Semedelskega madrača, kjer je bilo v projektnem predlogu zelo lepo napisano, kaj želijo narediti, ampak žal 10 metrov stran od avtoceste ne smemo posaditi dreves. Tako da to so napako, ki jih zdaj v letošnji fazi poskušamo odpraviti že v fazi zbiranja predlogov z aktivnim obveščanjem javnosti, kaj lahko in kaj ne, in pa z aktivnim preverjanjem, ali projekti ustrezajo merilom. Stvari, ki so se dogajale, mogoče, da še to povem, čeprav ni čisto del faze digitalnega procesa, je to, da so določeni hoteli malo prvo leto kalkulirati. Torej, podali so predlog ureditev tekaške steze v Šmarjah, ta je eden tistih projektov, ki pa še skupinco 5 projektov, ki smo jih uradno zamaknili v naslednje leto. In so dali ureditev tekaške steze. Nekaj se je zgodilo, projekti bi seveda izglasovali, ki so primerno ga tudi so dober PR naredili.
In potem smo ugotovili, da oni pravzaprav ne želijo urediti tekaške steze, ampak da so računali, na fuzbol igrišču moramo zamenjati travo, kar stane 40.000 evrov, krajevna skupnost tega denarja nima, občina nam direktno ne bo dala 40.000 evrov, da to zamenjamo, da imamo mi prijaviti en projekt na participativni proračun in ga potem pa bomo dobili 20.000 in pa seveda potem unih 20.000 bomo pa že nekako našli, mogoče bo potem občina dala še 20.000. Žal temu ne gre tako, če za stvari, za druge projekte, pa če denarja ne porabimo, se mora vrniti nazaj v integralni proračun, torej zdaj tudi v temu zaveščamo, da to pravzaprav ni način. Kar se tiče samih projektnih predlogov, se pravi od samega začetka, ki jih zbiramo preko spletne aplikacije, obstaja tudi javna možnost oziroma nekaj vmes. Ravno včeraj sem pomagala gospodu, ki je prišel, ker nima niti računalnika, torej problem je pri tej digitalnem v tem, da je vsaka oseba, fizična oseba vezana na svoj EMŠO, torej na EMŠO in pa na elektronski mail. Se pravi, moraš imeti elektronski naslov. V tem primeru seveda se štima, če imaš elektronski naslov, vkoliko ga nimaš, smo morali najti neko varianto, da lahko dodamo osebi tudi elektronski naslov. Vemo, da ne moramo 10 Gmailov iz istega IP naslova odpreti v nekaj minutah, ker pač sistem zablokira. Ampak to je bil nekak najbolj optimalen način, če bo kakšnega boljšega, ne nam prosim javi, da zagotovimo, da ne bi prišlo do tega, da se generira glasovanje, ker danes se zelo enostavno naredi z enim takšnim manjšim umestnikom, se potrudi, da dobi nek predlog več glasov. Kar je pa zelo smešno, je pa to, da so ravno najmanjše vsi dobile največ glasov. Naš zmagovalec leta 2019 oziroma 2020 sta dve najmanjše občini, to sta Vas Črnotiči in pa Dol, ki so za posamezne projekte dobili več glasov, kot imajo prebivalcev, ker so naredili zelo dobro promocijsko kampanjo. Torej, mi trenutno v letu 2000, zdaj sem že malo nervozna, da moram nazaj, pa ne vidim predlog. Lahko jaz nekaj vprašam, da imate anonimno odan predlog? Tako. Predloge lahko oddaš tako, da seveda ti se moraš registrirati kot uporabnik. Ampak na vašo spletno stran ali samo kot... V spletno aplikacijo Konzul se moraš registrirati z svojim stalnim imenom in priimkom, stalnim prebivališčem in EMŠO številko. In pa pustiti moraš tudi svoje kontaktne podatke, ker jih tudi komisija potem, oziroma kadar so oddani predlogi, jih pravzaprav za kakšne razjasnitve ali pa popravke predlogov kontaktiramo. Lahko pa označiš, da želiš, da je tvoja podana anonimno. Lahko označiš, da se vidi, oziroma ne označiš ničesar in se vidi vaš ime in priimek, kar je, če se mene vpraša, lažje, ker potem lažje, ker lahko tudi recimo deliš vsak samo za predlog, ampak dajmo pogledati na konkretnih predlogih za 2019. Recimo v letošnjem letu, ker imamo te, to zdaj ni. Zdaj smo ravno v tisti fazi, ker smo ena ameba, ker smo dvoživka, predlagamo in spremljamo v tem trenutku. Super. Danes jutri sem zelo žalostna, ker v ponedeljek zaključujemo pa tega zadnjega, se pravi, tukaj se pa vidi, kdo je odnos. Ker potem pa lahko tudi svoj predlog, ali pa kdo drug lahko svoj predlog seveda deli, bom rekla Twitterju, ki je zdaj tako popularno. Tudi preko različnih socialnih medijev in pa seveda spodbuja izbiro tvojega predloga. Kot sem rekla, trenutno smo v fazi izbiranja predlogov. Naša naloga ni popravljanje projektnih predlogov. Tudi ta predlog recimo lahko v tem trenutku do ponedeljka do polnoči izbiramo in prijavitelj lahko do zadnjega trenutka pravzaprav spreminja svoj projektni predlog in ga dopolni. Ni omejeno število predlogov, ki jih lahko podaš.
ni omejeno število predlogov, ni omejeno, v katerem območju lahko oddaš predlog, je pa potem pri fazi glasovanja, imaš pa košarico, lani je bila to 80.000 evrov, letos zbiramo projekte za naslednji 2 proračunski leti, pač žal se moramo tega tako lotiti, ker moramo sprejeti proračun za 2 leti, torej moramo imeti do 20. oktobra videti, kaj bomo delali naslednji 2 leti. In lahko izbiraš košarico samo na enem področju. Torej, sama spletna aplikacija Konzul je zelo luštna na pogled, to mislim, da ne rabim posebej poudarjati. Je prijazna za uporabo, tako za uporabnika, ker registriraš se v 1 minuti, potem je relativno luštno, ljudje lahko dodajo fotografije, lahko dodajo dokumente, lahko dodajajo tudi večje obrazložitve, če želijo. Nekateri celo poiščejo predračune pri posameznih izvajalcih, povejo, kaj bi si želeli, kako bi si želeli, na kakšen način. Kakšen pa odda predlog tudi v 2 stavkih ali pa eni povedo, tako da je to spet odvisno od uporabnika. Torej, mi smo zdaj v fazi izvajanja in pa v fazi predlaganja in pa seveda v naslednji fazi bomo delali, glasovanje se bo zaključilo potem bomo šli v fazo glasovanja, ki bo šele septembra. Manj je bila odločitev taka, ali gremo, tako kot je župan Ajdovščine povedal, da je potrebno, da ljudje ne pozabijo. Malo več denarja bomo morali nameniti v septembru, zato da bomo ljudi ponovno spomnili, da imamo oddane projektne predloge. Zakaj je taka dolga faza? Zato, ker smo želeli, da letos komisiji dovolj časa, da pogleda projektne predloge, ker smo letos naletili kar nenavadno. Tako da ni bilo samo teh 5 takih, ki jih je bilo treba mačkrat boriti in pa da te izvajanja, ki jih je bilo v prvi fazi, ko smo šli izvajanje, jih je bilo 15. Tako da to. Tem pa upam, da imamo čim več izvega. To je bilo zaenkrat to. Hvala za vas. Jaz sem še eno vprašanje pri glasovanju. Kako imate to urejeno? Kako lahko ljudje glasujejo? Imate tako, kot ima občina Ajdovščina peš? Ne. Ali imate elektronsko tudi? Mi smo digitalni in analogni in pa nekaj vmes. Digitalno glasuješ lahko preko spletne platforme Konzul. Tukaj spremljaj, mislim tukaj na tem, da glasuj, lahko glasuješ, ampak je spet vezano na tvoj elektronski, se moraš registrirati kot uporabnik, torej je vezano na elektronski naslov in pa na EMŠO prebivalca. Lahko pa glasuješ tudi peš in to je pa tako, da greš na krajevno skupnost ali pa na občino in fizično oddaš svoj predlog, ampak spet vezano na EMŠO. Ampak se pa imate kakšno zagotovilo, da ni nekdo dvakrat glasoval? Ja. Ali se zaustavi, ko enkrat uporablja na EMŠO število, ko se zaustavi ne more več? Koliko predlogov pa lahko? Glasuješ lahko v izbranem območju, samo na enem območju od 6, do zakonitve košarice. Košarica pomeni pa v letošnje leto 160.000 evrov. Lahko glasuješ, ne vem, lahko glasuješ za 8 projektov po 20.000 evrov ali pa za 4 projekte po 20.000 pa 8 projektov po 10.000, odvisno od števila. Je pa res to, da ko se sešteva število glasov, če so projekti 20.000, zdaj govorila za lani pa 15, pa 20.000, tisti, ki imajo največje število, se bo tisti, ki bo 20.000 na koncu pomaknil dol, pa se bo optimalno porabilo razpoložljiva sredstva na ta način. Glasuje pa lahko samo iz svojega območja, nekdo, ki je iz centra? Ne, lahko iz centra glasuješ na območju Črnega Kala, pa potem glasuješ samo na območju Črnega Kala. Mi smo naredili pa drugače, mi smo dali samo za svoje območje. Predloge lahko daš za celo občino, glasuješ pa lahko samo za svoje. Sem mislil se pa drugače, ljudje pri vas ne dobijo nobenega obvestila, ker mi smo šli pa na posebno kodo, da bomo postali ljudje, da bodo lahko glasovali, ki je dvakrat zavarovana na EMŠO komisiju. To je sicer tudi super ideja, ampak mi, kar se tiče recimo papirnata obvestila in pa obvestila o javnih običilih,
ne vem, mislim, imamo 7 različnih komunikacijskih kanalov, prek katera mislim, da v zadnjih 3 tednih, recimo odkar smo odprli nove aktivnosti, smo dali v 7 medijskih sporočil, imamo LCD monitorje, Facebook oglase, Radio Capris, na TV Koper in pa tudi v Kaselcu Sazga občana. In pa v mestnem gledalskem začinu. In enako občina Radovljica. Smo se prvič tega loti, zdaj smo v fazi zbiranja projektov, pa čisto je na novo, zato sprašujem, kako imate potem glasovanje. Isto zbiramo, samo tudi pravilnik, se to nedelje bomo lahko glasovali šele 12. do 16. oktobra. In kako boste pa s proračunom? Vmes bo. Ne me spraševati, to malo je biti. Pa imate manj strogo finančnica, kar mi. Ja, jaz sem finančnica. Jaz sem si meni naša skozi govori, da nima denarja. Ne, mi bomo rezervirali 150.000 evrov, koliko imamo za 2 leti, zdaj pa bomo pa projekte razdelili. No, mi moramo vse en proračun poraditi v občinskem svetu, tako da pač moramo biti konkretno pripravljeni za takrat. Ne, se tudi mi bomo tako pripravljeni. Ne vem, bomo videli sproti, kako bo projektov in kako bomo zglasovali. Upam, da bo uspešno. Hvala. Hvala. Ideja, da smo na koncu debata, ampak zdaj smo že malo vmes sprožili in je tudi. Zdaj bi pa povabil kar Natašo Zvinček Sršin z mestne občine Ljubljana, da predstavi tale projekt Zunaj, podpora manjim lokalnim avskim Ljubljana. Najprej lep pozdrav. Zdaj danes je bilo do sedaj v glavnem govora o participativnem proračunu. Jaz prihajam iz mestne občine Ljubljana, pri nas takega proračuna v taki obliki še nimamo, kar pa seveda ne pomeni, da ne prisluhnemo našim meščanom in meščankam in da ne izvajamo tistih projektov, ki jih sami predlagajo. Predvsem to poteka na način preko četrtnih skupnosti. V Ljubljani je 17 četrtnih skupnosti in na vsaki četrtni skupnosti izberejo predloge prek občanov in potem tudi te predlagajo županu. Tako da se veliko teh predlogov upošteva, da se jih vključuje v proračun, pa tudi sicer aplikacija pobude meščanov, kjer konstantno, vsakodnevno predlagajo izboljšave v mestu in te se tudi obravnavajo in vkolikor so izvedljive, jih potem tudi izvedemo. Tako da moja današnja naloga ni, da bi predstavljala tak, torej participativni proračun kot tak, ampak enega od projektov, ki pa je imel nekoliko drugačen namen, kot boste lahko videli v nadaljevanju. Predvsem želja, da nekako spodbudimo naše meščanke in meščane, da sami predlagajo tiste majhne izboljšave, torej ne gre za velike projekte, ki so visoko ovrednoteni, ampak za take majhne značilnosti njihovega mikrookolja, torej tam, kjer živijo, kjer sami opazijo, kako bi se dalo njihovo mikrookolje še izboljšati in mi jim pri tem pravzaprav s tem projektom pomagamo. Zdaj, to sodelovanje z meščankami in meščani se je izjemno dobro ali pa zelo okrepilo, predvsem v letu 2016, ko smo nosili prestižni naziv Zelena prestolnica Evrope. Lahko rečem, da je bil to zares ena odlična priložnost, da smo se povezali ne samo z številnimi deležniki, podjetji, organizacijami, društvi, ampak čisto z posamezniki, z našimi občani, občankami. Takrat smo pravzaprav skozi celo leto izvajali številne aktivnosti v sodelovanju z njimi, pripravili dogodke. Zelo smo ponosni, ker smo dejansko uspeli aktivirati vse. Ker zavedamo se, da samo z ukrepi mestne uprave ali pa velike mestne družine, kamor spadajo tudi javna podjetja, pa vsi naši zavodi, da ne moremo dosegati tistih velikih sprememb, če nimamo vključeno tudi našo javnost, če nimamo vključenih meščank in meščanov. In ko oni
sodelujejo, ko oni predlagajo, seveda potem lahko dosežemo tiste res velike premike. Skratka, projekt Zunaj je za nas bil nekaj inovativnega, verjamem, da tudi v širšem slovenskem prostoru. Zelo smo razmišljali predvsem to, na kakšen način doseči, da občani sami ne samo predlagajo neko tako manjšo spremembo, ampak predvsem, da potem zanjo tudi skrbijo. Mi imamo vsakodnevno na tisoče klicev, lahko rečem, ko nas kličejo, zakaj je prevrnjen koš, zakaj je podrto drevo, da je nekaj odloženo. Skratka, milijon takšnih malenkosti in seveda na vseh koncih ob pravem času ne moramo biti prisotni. Zato smo si želeli, da meščani in meščanke na tistem svojem okolju prepoznajo nekaj, s čimer lahko izboljšajo svojo okolico, mi jim pomagamo to realizirati, potem pa sami skrbijo za tisto, da sami urejajo, da sami kakšno stvar pač uredijo, ne da je vedno potrebna tudi pomoč strani mesta. Mi jim pa pri tem seveda tudi finančno pomagamo. Zdaj, kako smo ta projekt Zunaj začeli? V letu 2018, ko smo se pripravljali na razpis za sofinanciranje nevladnih in neprofitnih organizacij, te razpise namreč, oziroma njihove projekte pa njihove dejavnosti vsako leto sofinanciramo. Jaz prihajam z oddelka za varstvo okolja in mi seveda počnemo te stvari z področja varstva okolja in ohranjanja narave. In smo nekako razmišljali v tej smeri, kako pa tokrat narediti nekoliko drugače, kako aktivirati meščane in meščanke, ne le nevladne organizacije in društva, ampak kako tudi njih aktivirati, da bodo aktivno prispevali k izboljšanju okolja v njihovi neposredni bližini. In takrat smo se povezali tudi z zunanjimi partnerji in razmišljali v tej smeri in tako je nastala ideja o projektu Zunaj. V prvem letu nas je pravzaprav, se pravi letos ta projekt izvajamo drugič, je še v teku. V prvem letu nas je zelo presenetil odziv, ki je bil zares enkraten. Preko 60 predlogov, povezali so se seveda stanovalci, posamezniki, večje skupine in v prvem letu smo na ta način uresničili 10 lokalnih pobud izmed teh 60. In sicer projekt vodimo skupaj z Prostorožem in IPOP-om. Kolega, ki je tukaj, bo morda v nadaljevanju tudi kakšno svojo izkušnjo prav tako zala z Prostoroža, ki boste morda tudi lahko kakšno izkušnjo čisto iz terena, pa tako neposredno v sodelovanju s temi predlagatelji akcij, tudi kakšno zanimivo izkušnjo verjetno povedala. V prvem letu je šlo za sorazmerno majhen znesek, nekako smo se odločili, da posamezne te aktivnosti financiramo v znesku 500 evrov, kar pomeni zares majhen znesek, pa vendar so rezultati bili sorazmerno zelo dobri, ker so s svojim delom, pa tudi verjetno s kakšnimi svojimi prispevki lahko te akcije zelo obogatili. Skratka, kot rečeno, zelo nas je odziv presenetil in pokazal, da imajo dobre ideje, da zelo dobro poznajo to svojo neposredno okolico in da se včasih da s takimi zelo majhnimi posegi v to pa kar aktivno izboljšati kakovost življenja v tistem njihovem mikrookolju. No, v letošnjem letu smo sredstva sicer nekoliko povečali, se odločili, da bomo financirali 15 akcij v znesku 800 evrov, no ne glede na to, da so te aktivnosti potekale, se pravi izbor akcij oziroma priprava predlogov ravno v času epidemije, ko smo se bali, da bo odziv zelo slab, pa je bil kljub temu izjemno dober ponovno in letos še boljšimi predlogi, še več takih zares zelo dobrih aktivnosti, tako da vseh niti nismo mogli podpreti.
Se pa odločamo tako, kot je bilo tudi že dopoldan predstavljeno strani župana Ajdovščine, da nekatere aktivnosti, ki jih sicer ne moremo potem sofinancirati v okviru tega projekta, jih pa potem po nekih drugih kanalih poskušamo s proračunom jim zagotoviti sredstva, ker so zares zelo odlični predlogi. Zdaj, kako sam postopek poteka? Torej, po izboru teh, se pravi, naše nevladne organizacije, IPOP in pa Prostoroža, potem oni prevzamejo tisto aktivno vlogo in izvedejo razpis teh predlogov. Potem se seveda določen čas za zbiranje prijav. Na to skupaj naredimo izbor finalistov na podlagi kriterijev in pa torej ob upoštevanju pogojev, ki jih morajo pač prijavitelji izpolnjevati. No in zelo pomembno je, da potem vsaka taka skupina dobi tudi skrbnika strani naših dveh nevladnih organizacij, predvsem zaradi tega, da jih skozi ves proces ustrezno vodijo. Zato, da se izognemo tistim težavam, ki bi lahko nastopile, ker pač predlagatelji ne vedo, kaj vse je možno, ali so potrebna kakšna dovoljenja in tako dalje. Skratka, tukaj je mentor, ki jih spremlja, ki jim torej pomaga uresničevati to njihovo prijavo. Seveda smo pa tudi mi kot nosilci, kot financerji vse skozi vključeni, tako pri izboru teh prijav, kot tudi pri samem izvajanju. In potem seveda na koncu se izvede tudi ogled vseh teh dobrih praks. Zdaj, kaj smo ugotovili, oziroma tekom lanskih izkušenj, predvsem to, da smo s tem ne le aktivirali te posameznike, ampak da smo jih zelo dobro med seboj povezali, da so se posamezne soseske spoznavale ljudje, ki so si bili prej popolni tujci, ki se niso poznali, so naenkrat postali prijatelji, skupaj so se vključili v te dejavnosti. In to je spodbudilo tudi druge. Moram povedati, da smo tudi zelo dobro to oglaševali, da zelo veliko o tem poročamo, da so tudi mediji to zelo dobro sprejeli, ta naš projekt, in da je nastalo res veliko objav, veliko medijskega poročanja, in tako je v letošnjem letu se aktiviralo za res veliko takšnih majhnih sosesk, ki so torej že v lanskem letu prepoznale to dobro prakso. Naj povem še eno zanimivost, da mi s tem projektom financiramo ne le tisto, kar se dogaja na zemljiščih v lasti MOL, ampak vse površine, ki so javno dostopne. Torej, pogoj je, da so javno dostopne, lahko so pa tudi na zasebnih zemljiščih. Skratka, želimo dejansko aktivirati kogarkoli od meščanov in meščank, da dejansko predlaga in potem tudi skrbi za okolico. Zdaj bi pa samo na kratko se sprehodila še čez projekte, ki so se odvili v lanskem letu. Boste videli, da ne gre za velike projekte, da gre za take majhne aktivnosti, ampak te aktivnosti potem tudi sprožajo nadaljne aktivnosti na tistem mikroobmočju. Recimo primer Krakovski kotiček, kjer so sosedje si posadili oreh, pa postavili tako mizo. Zopet tukaj zelo pomemben ta efekt, da so se med seboj povezali, da se družijo, da smo jih iz blokovskih stanovanj zvabili na prosto, kjer potem lahko tudi bolj podrobno spoznajo svojo okolico in tudi imajo potem nadaljne predloge. Potem, no, to je tipičen primer projekta, ki se ni zgodil na zemljišču v lasti MOL. Tukaj je šlo za oživitev podhoda na Tobačni ulici, kjer so se tisti uporabniki tobačne pač povezali, in ta zanemarjen podhod, ki je bil prej popolnoma neuporaben, so ga prenovili v eno tako čisto simpatičen družaben prostor, kjer se zdaj tudi radi zberejo in podružijo. Potem recimo gozdni pump track, kjer so se kolesarji aktivirali in postavili kolopark, pa terasa v gozdu, to je ob vznožju Rožnika, zopet naredili tak
se pravi cenovno nezahteven projekt, ampak kljub temu zelo zanimiv družaben prostor, kjer je moč preživljati prosti čas vsem tamkaj živečim prebivalcem. No, potem recimo zanimiv je bil tudi tale projekt Ana Ziharlova vabi v kino na prostem, kjer so v Šiški, kjer so blokovsko naselje, na prvi pogled nič kaj preveč prijetno, pa vendar so ekipa, ki so prijavili ta projekt, aktivirali vse prebivalce in naredili nekakšno kino predstavo z prikazom posnetkov, kako se je razvijalo to območje v Šiški, skratka nekakšen filmski večer. Zanimivo je bilo, da so prišli ljudje, kljub temu, da je bilo vreme izredno slabo, deževno, pa vendar, kot vidite, so prišli množično. No in to je seveda zelo pomembno, da se med seboj povežejo in da tako še bolj aktivno lahko skrbijo za svojo okolico. Potem igrovoz, tukaj je šlo za en tak voziček leseni, na katerem so aktivirali različna igrala za preživljanje prostega časa otrok v tistem območju in ga pripeljajo na prosto, kjer se potem zopet družijo in igrajo. Potem spet prijatelja, no, ta je bil tudi zelo zanimiv projekt. Prebivalci, ki so bili med sabo zelo sprti, jim je uspelo, da so se aktivirali, da so uredili okolico, uredili klop, postali prijatelji in ko smo šli na koncu na ogled, so povedali, da so izjemno hvaležni za to priložnost, ker so dejansko spoznali drug drugega in so sedaj, skratka, njihovo življenje poteka čisto na drugačen, bolj prijeten način. Plaža za Šiškarje, no tukaj so se aktivirali dijaki gimnazije Šiška in si preuredili zelenico v plažo, pa še en projekt Rdeča klop, to je nasproti železniške postaje, kjer je bila ena betonska stena in so jo zelo lepo preuredili v takšno tako imenovano rdečo klop, ki je zdaj čisto prijetna za posedanje, za čakanje na mogoče na avtobus, na vlak in tako dalje. Skratka, ne gre za velike projekte, gre za take majhne, ki imajo pa veliko več pozitivnih učinkov. Zdaj, naša želja za naprej, kot rečeno v letošnjem letu, zdaj že potekajo aktivnosti, ki se bodo potem jeseni zaključile in oziroma bomo ponovno opravili nek ogled teh aktivnosti, takrat povabimo tudi vse udeležence, tako da morda dobijo kakšno idejo tudi drugi meščani, meščanke. Naša želja pa je, da bi se vzpostavil nek mehanizem, neki temelji za to, da ta projekt postane stalnica. Zdaj smo, kot rečeno, ta projekt financirali preko našega sofinanciranja nevladnih in neprofitnih organizacij, vendar to ni stalni vir, to pomeni, da je potrebno vsako leto zagotoviti ta sredstva, da je treba narediti izbor izvajalcev in tako naprej. Želimo pa si, da bi bil zagotovljen stalni vir, ker dejansko menimo, da je zelo prav, da se vsak prebivalec vključi v spreminjanje mesta, v izboljšanje kakovosti življenja v mestu. Torej, kot rečeno, spodbuditi lokalne prebivalce k aktivni skrbi za njihovo neposredno okolico, jih med seboj povezati. No, pri tem izvajanju teh akcij moram povedati, da se občasno pojavijo tudi kakšne težave, ko se na primer skupina posameznikov odloči, da bo nekaj izvedla, pripravijo predlog, potem pa se lahko najde posameznik v tisti soseski, ki pa temu nasprotuje. In seveda to lahko kar bistveno vpliva potem na samo izvedbo, bodisi da se tak projekt sploh ne izvede ali pa da se ga nekoliko preoblikuje. Skratka, naša želja je, da so dejansko povezani, da skupaj tisto, kar predlagajo, da potem tudi vsi v tem duhu živijo. Toliko za enkrat, na kratko, sicer je pa veliko v tem projektu tudi na naši spletni strani, tudi za fotografijami, tako da si boste lahko tudi rezultate letošnjega projekta pogledali na spletni strani.
Hvala lepa. Hvala lepa. Ali ste še spet postavili za kako vprašanje? Ja, najboljš mogoče kar zdaj. Naredimo to pa še videl. Se tudi vlada bo lahko še kaj povedala, si če bo treba. Ja, malo tako. Ja, malo še. Če bo še kakšno vprašanje. Dobro. No, pa zdaj nadaljujemo. Zdaj pa tokrat pa ne strani občine, ampak strani zunanjega sodelavca, izvajalca, ker je bil v bistvu nosilec projekta, iz Društva Prostorož. Zala Brisovač prihaja iz Društva Prostorož in bo predstavljen projekt trajnostna urbana regeneracija za vključevanje prebivalcev v Idriji. Oziroma primer, kako se to počne. Hvala. Jaz si bom tudi snela masko, zato da se boljš slišimo. Najprej najlepša hvala za povabilo. Nas je IPOP povabil, da predstavimo en projekt, ampak sem se jaz nekako odločila, da bi rajši predstavila zelo na hitro proces. In sicer proces neke trajnostne urbane regeneracije, ki se že od leta 2016 odvija v Idriji. Zakaj se mi zdi to primer dobre prakse? Predvsem zato, ker jaz verjamem, da tako kot v občini Idrija, tudi v drugih slovenskih občinah, nikoli ne bo dovolj sredstev, da bi se občina lahko lotila urbane prenove tako, kot si želi. Vedno bo teh sredstev nekako primanjkovalo in mi na Prostorožu pa zelo močno zagovarjamo stališče, da je boljš nekje začeti, boljš zagrabiti problem, kot pa pač dvigniti roke in pustiti, da prostor še naprej degradira, da propada in da se neki prostorski problemi, posledično tudi ekonomski in družbeni, še večajo. In občina Idrija je zelo dober primer, kako je v bistvu z nekimi majhnimi investicijami, z različnimi projekti, ki so bili financirani iz različnih virov, v bistvu nek ta proces regeneracije peljala že od leta 2016 in me veseli, da ga pelje še naprej. Čisto na hitro, jaz bom predstavila zelo veliko različnih projektov, tako da je mogoče fino, da razumete, kakšna ekipa sploh je Prostorož. Veliko ljudi nas že pozna. Mi smo neprofitni urbanistični studio, delujemo že od leta 2004. Mogoče neka naša specifika je to, da združujemo zelo različne profile od urbanistov, arhitektov. Jaz sem sociologinja in komunikologinja, delamo s psihologi, krajinskimi arhitekti, prometniki. V glavnem nekako sposobni smo se lotevati urbanih problemov, ki so kompleksni, večplastni in zahtevajo malo drugačen pristop. In za takšne izzive nas ponavadi občine tudi pokličejo. Tole bom kar spustila, pa šla naprej na Idrijo. Zakaj Idrija? Zakaj je zanimiva? Ta občina ima 5800 prebivalcev. Vse verjetno nekaj že veste o njeni zgodovini, bogata rudarska dediščina, rudnik živega srebra. Tudi zdaj gre občini zelo dobro, ena od najnižjih stopenj brezposelnosti v Sloveniji. Je pa občina na izrazito zahtevnem terenu, povsod so sami hribi in seveda glavno prevozno sredstvo je avtomobil. In to je nekak izziv, ki se ga je tudi občina želela lotiti leta 2016, ko smo začeli sodelovanje. Jaz bom predstavila 5 projektov, ki smo jih skupaj z občino Idrija delali od leta 2016. Pri projektu trajnostne urbane regeneracije in parkirni politiki smo sodelovali tudi z Inštitutom za politike prostora, kar me res zelo veseli, ker smo lahko te probleme še malo boljše naslovili. In leta 2016 se je sodelovanje začelo na temle območju, ki je označeno z rdečo. To je območje Brusovš, gre za en zelo zanimiv del Idrije, kjer živi samo 800 prebivalcev. Se pa tukaj nahajajo Kolektor, ki je največji delodajalec v Idriji, dom upokojencev, zdravstveni dom, vrtec, cerkev, socialistični bloki, hiše, ki so del idrijske rudarske dediščine in pa enodružinske hiše. Kar je še značilno za ta del je to, da v bistvu nima javnega prostora, da nima nekih javnih zelenih površin, ki niso gozd
in da na območju ni bilo nobene varne poti za pešce in kolesarje, čeprav tukaj vodi pot do šole. Izziva smo se lotili z različnimi orodji, ki jih na Prostorožju in pa uporabljamo. Poleg tega, da smo naredili prostorske analize, šteli zelenje, parkirišča, gledali osvetlitev, tako naprej, smo veliko delali tudi na vključevanju prebivalcev. Zelo različna orodja smo uporabljali, zato da smo najprej vzbudili njihovo zanimanje, potem pa tudi zato, da smo izvedeli njihova stališča, slišali njihove probleme in dobili njihove pobude. Tukaj so na fotografiji samo 3, eno je urbani sprehod, druga so začasne intervencije, v enem dnevu smo jih naredili 42 po celem območju, hkrati smo razdelili anketne lističe na vsa gospodinjstva in ljudi prosili, naj nam sporočijo, kaj si predstavljajo za Idrijo. Prvi sestanek s prebivalci. Mi smo računali, da bo sestanek zelo dobro obiskan in da bomo dobili zelo malo odgovorjenih anket. Zdi se nam pomembno, da uporabimo različna orodja, ker nikoli ne vemo, kaj bo delovalo. In tukaj so bila naša pričakovanja zelo napačna. Dobili smo izpolnjenih 120 anket na območju, kjer je 800 prebivalcev. Jaz mislim, da je to zelo dober procent. Sestanka se je podeležilo 8 ljudi. Tukaj bi mogel biti KIF, ena od intervencij, ki smo jih delali, pa trenutno ne delali. Kar se je izkazalo od sestankov z deležniki, z lokalnimi organizacijami in tudi iz pobud prebivalcev je to, da si nekako želijo več zelenja, pogrešajo prostore, kjer bi lahko sedeli, pogrešajo tudi varne poti, igrišča. Mi smo v okviru našega budžeta, ki smo ga imeli, ki je bil relativno nizek in glede na to, da smo imeli za izvedbo pol leta, ugotovili, da je najboljši prostor za izvedbo tale ulica, to je Arkova ulica. Kot vidite, poteka v 2 nivojih. Oba dva sta bila, lahko rečem, namenjena avtomobilom, na nobenem ni bilo pločnika. In tole, odkudar je posneta fotografija, je v bistvu pred domom upokojencev. Čeprav si varovanci doma želijo hoditi na sprehode, so bili ti sprehodi zelo kratki, ker pač ni bilo nikjer nobene klopi, postajališča, kjer bi se lahko človek ustavil in odpočil. In to so v domu upokojencev izpostavili kot zelo pomembno oviro. Še bolj bizarno je to, da so zato varovanci hodili na sprehode s hodalico, da so pač imeli neko oporo, kjer so si lahko spočili. Mi smo se odločili, da bomo neke izzive naslovili s začasno intervencijo, z urbanim pohištvom. Izdelali smo čisto unikatne klope urbanega pohištva, od klopi, miz, postavili smo tudi korita z drevesi. Na pobudo po več igralnih površinah smo odgovorili tako, da smo narisali družabne igre na eno od miz. In zelo dobra odločitev je bila, da smo se odločili, da bomo mi to pohištvo izdelovali na ulici sami. To je pomenilo, da so se nam priključili različni prebivalci, da so vsi vedeli, da se to dogaja. Predvsem pa, da je bila ta pobuda zelo dobro podprta že med samim izdelovanjem. Takole so nekako izgledale končne rešitve, ustvarili so se različni mikrojavni prostori, eni za počivanje, eni za poležavanje, postavljena so bila nova drevesa. Tukaj prvi uporabniki mize z družabnimi igrami in gospa, ki se je prišla spočiti ob klop. In to pa je drugi sestanek, ki smo ga imeli s prebivalci. Kot vidite, je ljudi več kot samo 8, prišlo jih je približno 50. Na fotografiji sem jaz, Alenka Korenjak, sem ustanoviteljica Prostorožja in pa župan občine Idrija, ki predstavljajo dolgoročni načrt prenove prebivalcem. Ko smo z ljudmi govorili, zakaj so prišli v to večjem številu, so povedali, da nam najprej niso verjeli, da se bo karkoli na ulici spremenil, potem pa so po 2 mesecih, potem ko je urbana oprema stala, videli, da se resnično nekaj dogaja in so prišli izraziti svoje mnenje, podporo, povedati, kje bi prestavili kakšno klop, kje je kakšna ustrezna in tako dalje. To je dolgoročni načrt prenove, ko smo ga tudi pripravili za območje. Kot boste videli v nadaljevanju, se ene stvari lepo nadaljujejo še letos. To je pa moja najljubša fotografija, dobili smo jo od doma upokojencev, poslali so nam jo sami. Gospe in gospodi so šli na sprehod, spila in špricar in se nam v bistvu zahvalili za klop. Kratkoročni rezultat tega projekta je bil to, da so ljudje lahko šli na daljše sprehode,
da se je promet na ulici upočasnil, da je župan imel možnost vzpostaviti dialog s prebivalci in ta dialog je bil zelo konstruktiven in pa to, da so bili neki dolgoročni načrti za prenovo območja že prediskutirani in bodo lažje šli v uresničevanje, ko bodo za to na voljo finance. Ok, grem hitro naprej. Naslednji projekt je obsegal celotno območje Idrije in sicer parkirna politika. Tukaj smo tudi sodelovali z IPAP-om. Uporabili smo novo metodo za štetje, za merjenje prometa na parkirnih mestih in sicer analizo prometnega utripa, parkirnega utripa, se pravičujem. Natančno smo lahko za vsako parkirišče v Idriji povedali, koliko je zasedeno, kdaj je zasedeno in kdo so ljudje, ki ga zasedajo. Izkazalo se je, da čeprav so ljudje prepričani, da je parkirišč premalo in da so stalno zasedena, to v bistvu ni čist res. Izkazalo se je tudi, da na parkiriščih, kjer bi mogli ljudje parkirati, zato da grejo po upravkih za neke kratkoročne zadeve, ljudje parkirajo po cel dan. Mi smo pripravili tudi predlog spremembe. Konkretno za Arkovo smo ugotovili, da ta parkirišča, ki ste jih prej videli na fotografiji, sploh niso potrebna in da je lahko cela pot ob drevoredu brez parkirnih mest, ker se da tole rdečo cono, ki je eno veliko parkirišče, urediti tako, da se tja slačijo vsa parkirišča. To je pa v bistvu, če si predstavljate, 2 minuti hoda od začetka do konca tele karte. Tretji projekt, Evropski teden mobilnosti, to verjetno poznate tudi v vaših občinah. Ministrstvo za infrastrukturo daje razpis, kjer so na voljo neka majhna sredstva, s katerimi se pa da veliko narediti. To smo delali v centru Idrije, tukaj pred mestno knjižnico. To je soustanoviteljica Prostoroža, ki v bistvu zarisuje en abstrakten vzorec idrijske čipke čez 10 parkirnih mest. Skupaj z občino Idrija smo uskladili urbano opremo, ki bo postavljena na tem območju. Odločili so se za takšne klopi. Spet je tukaj župan, ki testira opremo. In čeprav je bila to mišljena kot začasna intervencija v tednu mobilnosti, so ljudje zelo posvojili to intervencijo in teh 10 parkirnih mest je zdaj še vedno javni prostor. Tudi čipka se vidi, ker pač ljudje ne parkirajo več po čipki. Kratek ekskurs v kulturno dediščino. Trajnostna urbana regeneracija ne pomeni samo prenove prometne politike, ampak tudi zagotavljanje dostopnih stanovanj, ohranjanje neke dediščine, identitete kraja. Z Idrijo sodelujemo na projektu prenove idrijskih rudarskih hiš, ki so bile neka zelo značilna tipologija mesta. Danes so še 102 hiši sta ohranjeni in tole so neki idejni načrti prenove. Spet sodelujemo z občino Idrija, z ekipo Idrija 2020, ki bo v eni od teh hiš uredila stanovanja za mlade. Idrijske rudarske hiše bi po naših idejah lahko izgledale približno tako. Imele zelo fine interierje, tukaj smo tudi usklajeni z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, da so take prenove možne. Ok, grem nazaj na promet in na zadnji projekt, ki ga bom predstavila. Tega se res veselimo in to zdaj le prihaja v septembru. Delno zaprtje Arkove ulice, to je spet tista ulica, ki sem jo kazala na začetku. Dvonivojska ulica, ki je bila zaparkirana in kjer ni bilo površin za pešce. Kljub temu, da so bili dolgoročni načrti narejeni že leta 2016, predstavljeni prebivalcem, da je Idrija sprejela parkirno politiko, ampak je še ni začela v celoti izvajati, je letos situacija pred domom upokojencev, ki je tukaj označen, izgledala takole. Kot vidite, se pač ljudje sprehajajo med avtomobili, tamle zgoraj je šolar, ki pač po cestišču hodi domov iz šole. Dom upokojencev, ki se je nekako navdušil nad idejo prenove in seveda občina Idrija, bosta sofinancirala projekt 50-50, se pravi vsak na svojem zemljišču in tale območje se bo letos prenovil približno tako. Končno bo postal javni prostor. Mi smo leta 2016 pokazali, da ljudje podpirajo neko prenovo ulice, da so pripravljeni sprejeti Arkovo ulico v drugačni obliki, da je Arkova ulica lahko prijetna. V okviru parkirne politike smo dokazali, da ni potrebno, da se na njej nahajajo parkirna mesta, ker jih je povsem možno prestaviti za ovink. V okviru Evropskega tedna mobilnosti je bila določena tale čipka,
ki bo neka začetna intervencija, zato da se ljudje navadijo, da lahko hodijo po tej površini. Določena je bila tudi urbana oprema, ki jo bomo tudi uporabili tukaj. Ja, in tako, no. Jaz mislim, da se je projekt zelo lepo sestavil in da kaže na to, kako neki majhni koraki na koncu pa pripeljajo do ene lepe spremembe, tako da se veselim, da vam naslednjič pokažem fotografije prenovljene ulice. Za kakršnakoli vprašanja, druge projekte, lahko nas najdete na spletni strani, kontaktirate. Zaenkrat najlepša hvala. Super. Tukaj je bilo po mojem pomembno tudi to, pač ideja je seveda participacija, ki je bila osnova vsega, se pravi vključevanje prebivalcev v to, da so sploh razvili pravzaprav te zamisli in seveda potem tudi vključevanje deležnikov ves čas, to, da ste delali z domom upokojencev in sicer javnimi inštitucijami, ki pa sicer pač očitno niso bili čisto uglašeni vedno v vseh pobudah z občino, da so pravzaprav rabili en poriv od zunaj na nek način, da so se lažje povezali, tako kaže. Zdaj, vprašanja na vse zadnje 3 prezentacije, pa kaj vam pade na pamet. Skratka, sledi zdaj razprava, ki jo po potrebi podaljšamo ali skrajšamo. Malo je že bilo prej, v zvezi s Koprom. Na voljo je tale mikrofona, pa pač prej. Ja. Pred vami. Koliko oseb šteje ekipa, ki se ukvarja v nas? Zdaj govorimo o lanskem letu proračuna ali letošnjem letu. Situacija je taka. Letos smo v postopek izvajanja proračuna, kjer je v bistvu treba oblikovati model, kar smo naredili v sooblikovanju majhnosti na mestno občino Ajdovščina. Pomagali smo si modela Ajdovščini, preveli smo model Nove Gorice. Naša finančnica se je ukvarjala že s participativnim proračunom že v Argentini, ki bo oziroma to doktorirala iz tega, da je tle malo miselno lažje pristopiti k temu. Potem seveda mislim, glavno nakon sankc je župan bil. Potem smo k sodelovanju povabili Inštitut Danes je na dan, kjer je oni delajo vso IT podporo, zato sem prej povedala na začetku, da nisem ustrezna oseba, ki pove, kar se tiče digitalizacije, ker jaz razen to, da to imam sicer administrator, je zelo lahko uporaben model, ker ga lahko jaz, ker ga znam samo počkati računalnik, pa napisati, ki je v Wordu, lahko urejam tudi spletno stran oziroma spletno platformo. Na inštitutu jih je zaposlenih, mislim, da je 10 ali 12, ampak jaz delam konkretno z 2 osebami. Potem imamo 10 ljudi v komisiji za odločanje. Jaz sem nekako krovni vodja projekta, ampak to pomeni, da sem tisti človek, ki teži pa dviguje telefon. Potem imamo pa za vsak projekt, ki je na občini določen tudi posebej projektni vodja. Ta projektni vodja mora direktno komunicirati s pobudnikom in pa z krajevno skupnostjo in pa seveda tudi z občino. In on ima resnično, ta, ki je projektni vodja, ima resnično nalogo, da nekako spostavi, kje se pa kje zatakne, potem pa pomaga pa vsi. Velik del se mi zdi, da je zelo pomembno v Evropatice v proračunu je promocija, ker je treba ljudem povedati, da lahko so oblikujejo. Mislim, da te čipke so krasen primer, ker se sploh tukaj se govori, ker je taka tradicija kulturne dediščine, ki je prevedeno sodobno, kako prav vsakamo čas, ker je tako prekrasno. Čipko je razvila lokalna oblikovalka, ne mi. Ja, ampak mislim, da se tle vidi odnos ljudi do tega, ker tudi potem, ko bi lahko parkirali, ne bojo več in še več toliko, kako nadstandardno uporabne to ponovno uporabne oziroma je to postal prostor, v katerem se ne parkira in da se to uporablja pred res krasen primer. Ampak tle to, ker se naslovnaš na kaj je lokalna tradicija, pa kaj je lokalno spoštovanje, je zelo pomembno. Tako kot verjetno,
so verjetno bolj popularna igrišča na prostom, pa rečemo temu veterinarizacijski center na prostom, ker nam smo res praktično 10 mesecev ali 8 mesecev na leto zunaj. Ne sem pred Istanbulja, ali 10 mi smo noter, ker sem postavila zunaj. Tako da določiti točno število ljudi, ki sodelujejo, je tako nemogoče, recimo 20. Ampak mora biti pa vse kapo debate, ko se nadzorno ne ve, kje se, ker je ogromno tudi teh vprašanj, recimo. Zdaj konkretno po delavnicah nas dela 10 različnih oseb, ker so tudi maili, lahko to, lahko ono, pa se mi zdi, da je prav, da poskušamo čim bolj odgovarjati, da smo čim bolj dosegljivi, da smo čim bolj prisotni. Ampak spet, vsi tajniki in tajnice krajevnih skupnosti so vključeni pri podajanju. Nekateri že planiramo, ne? Ali pa se že kalkuliramo, kaj lahko še dodamo, kaj lahko še ne. Smo pa, mislim, da v enem letu, ko smo nekako prevetrili to sporočilo, da ne moramo graditi cest s participativnim proračunom, da ne dovolimo tega golfanja, ne, kot je tista trava. Sicer v končni fazi bomo to travo zdaj zrihtali, ne, tako da se najde, da smo način. Pa ena stvar, ki se izpostavlja, je to, da včasih krajevne skupnosti niso ravno za te projekte, ker se vidi, ne, to je kukar je tudi za župano Ajdovčine prej povedal, ne. Včasih ti kakšen projekt morda niti ni to všeč, ampak ni se tle stvar tega, ti je všečati ni, ker je tu pa še vse izglasovalo. Če se gremo, če dovolimo, da podajajo predloge in izglasujejo, potem moramo to skrbiti držati. Vsebino se ne vtika. No, načeloma ne. Ampak, kot pravim, mi smo naredili, to moram priznati, mi smo naredili prvo leto napake, ker je bilo naše sito premalo resno. Mi smo spustili v glasovanje projekte, ki so, recimo, lahko povem, da je projekt Peraj Jolika. Mislim, po moje, tisti, ki so občinski uradniki, ki so potrjevali to, da je projekt izvedljiv, niti ne vejo, kje ta pot točno poteka. Zdaj imamo konkreten problem, ker ne vemo za 50 resnikov, kdo sploh je. Sploh ne vemo, koga vprašati, da dobimo službo. Ker ni problem, ali gre za javno, ali ne, mislim, ali gre za občinsko ali ne občinsko zemljo, samo če je občinska zemlja, pa potem ni problema. Še vedno se da dobiti službo, še vedno se da uporabljati, še vedno tudi čez krajevne skupnosti se jo da dobiti. Kar se tiče vsebine, je pa recimo ravno to smo imeli vprašanje, ko smo imamo eno galerijo na prostem tudi, je projekt, ki je brez glasovanja, je pa vprašanje, kako se s tem upravlja tudi, ne? Kdo bo dovolil, kaj bo, kdo bo postavil meje, kaj bo razstavljeno, ne? Mislim, kaj pa če pridemo do nekih, mislim, vse govorimo, ko smo na narodnosti občutljivem območju, ne? Zelo hitro lahko pojavi, kakšno vsebino, ne samo, da nam ni všeč, ki ni politično korektno, ampak se pravi, kdo bo rekel, kakšno umetnost je lahko treba postaviti. Tle je vprašanje biti. Kar se tiče posebine same, je pa tudi problem lansko leto to, da niso bi projekti definirani. Jaz bi to. Ne pa jaz bi to na tak način. Ker, če reči, bi imel galerijo na prostem, je fajn, da poveš tudi, kakšno galerijo na prostem bi imel, ne pa da recimo. Ne, zdaj načeloma delamo tako, da jim pomagamo oblikovati terenu. Prva stvar je modelarni projektni obrazec, ki si imel samo 1 kvadratek in 10 vprašanj. Letos ima vsako vprašanje svoj kvadratek, ker so ljudje pogosto odgovarjali samo na eno vprašanje. Zdaj je odgovorila na 5 do 6 vprašanj. Tako da malo boljše. Mogoče bi tle vključila se še, jaz sem župan prejšnje svoje, prepoč zgodba, taka ni zadosti povedal v zvezi s tem. Pri nas v bistvu ta participacija laufa na način, da ni dovolj, da samo predlagaš, ampak v bistvu pri nas predlagatelj projekta ima določene pogoje, koliko posod. To pomeni, če govorimo o zemljišču, ko ste rekli, pri nas strogo v bistvu se lahko izvede projekt moje pobude na zemljišču, ki je občinsko. Zato, ker občina ve, kakšne so težave s pridobivanjem, kakšne kot drugega zemljišča, da so zemljišča, na katera sploh ne moreš posegati in tako naprej.
In tudi vse ostale stvari, to pomeni, ni dovolj, da samo izražiš neko željo, ne? Ampak moraš spoštovati tudi v bistvu vse te kriterije, ki so postavljeni. Ne? Zdaj, tudi pri nas je lahko na naši občinski spletni strani lahko pogledate, kaj pomeni v bistvu predlagati te projekte. Se prav zaradi tega pa so potem delavnice, pa tudi uslužbenci uprave so na voljo komukoli za kakršnekoli informacije. Ne? Tudi na to vprašanje bi recimo odgovorila, kadar se to po občinah dogaja, koliko ljudi pri nas dela na projektu Moja pobuda. Pri nas delamo na projektu Moja pobuda vsi. Ne? Ob vsem ostalem delu. Mi pri nas, mislim, nobeden ni ekstra samo zaradi tega zaposlen, ne? Ampak v bistvu ob vsem ostalem delu delamo še vsi PR-ovci, pa če pišemo, obveščamo novinarje, hodimo po delavnicah, delamo fotografije, pravniki, pravništva, finančniki svoj del. Potem, ko so pa projekti enkrat določeni, potem pa tako, ko pri vas, vsak projekt dobi svojega skrbnika, ki ga mora v določenem delu, pač v določenem času speljati. Mi, ko smo začeli to delati, sem zdaj že 20 let po upravi in sem dati stvari počnem, je pa šel Tadej in ko smo začeli to početi, je v bistvu postavil rok, on nares te roke nemogoče, ampak niso tako nemogoče, rekel, iz nič, iz totalne nule, da sploh nismo vedeli, zakaj se dobro gre 3 mesece, 3 mesecih je potrebo v bistvu parpeljati zadevo do glasovanja, oziroma do oddaje pobud, kar pomeni, da treba pravno, formalno urediti, cel kup enih stvari urediti. In so naše dobro, to je šans, nemogoče. Ampak je potem v bistvu šlo, vse se da, če hočeš, se mi pa zdi, da v bistvu je zgodba že sama po sebi taka simpatična, da že z tega ven v bistvu potem mogoče rajši to delaš, kakor pa tiste svoje običajno delo. Tako da v bistvu pri nas recimo nobeden ni ekstra zaradi tega zaposlen, mi smo imeli samo eno podjetjece zunanje, ki nam je pomagalo v bistvu pa samo formirati najprej in te kategorije in potem delavnice izpeljati in tako naprej, ampak dejansko smo pa v bistvu sami ob vsem ostalem delu, ko ga imamo naredili še to. In je čist šlo. To so pa nam tudi ni noben posebej zapošljen. Ja, se da, ni neka taka reč. Mislim, je pa, mogoče pa še to, da v bistvu meni je všeč od prej, ko ste spraševali, kaj ste s temi projekti, ki pa niso izglasovali. To v bistvu v končni fazi deluje ena taka, mislim, ne smete, v bistvu se mi zdi, da ljudje ne jemljajo kot to, da so pa zgubili, ker niso dobili projekta, ampak so zmagali tisti, ki so dobili. To je dobro. V bistvu v vsakem primeru pridobimo. V nobenem primeru ne izgubimo nič, ampak v vsakem primeru se nekaj pridobi. Pa še to letos tisti, ki niso dobili lani, gledajo tiste, ki so dobili, pa kaj lahko popravljati, da vemo, da mora biti slika, zato da bo predlog bolj zanimiv, zato da bomo lažje glasovali, da bomo sprašuje se krajevno skupnost podolo, nekaj so absolutni zvrhovalci, kako so oni naredili promocijsko kampanjo in zdaj vsi se že povezujejo, kako bojo. Samaj so tudi računice so ratale, dajmo dati dva projektna predloga, pa dajmo cela varni sovod za to, da bomo dobili. Tudi pri nas se to dogaja in je to čisto redu, ja. So pa kvalitetni, mislim, letos recimo bom priznala, da sem zdaj malo slabo bolje, ker je danes četrtek, pa v ponedeljek zaključimo oddajo projektnih predlogov, pa jih bomo zdaj komaj 76, pa sem ugotovila, da vse Lani je bilo 500, tako da sicer v eden eksponentov za razpred po zadnjih parih dneh. Ampak tudi pri nas se je v bistvu zgodil v prvi fazi, da smo imeli več predlogov, kakor pa v drugi fazi, ampak v prvi fazi so bile želje, v drugi fazi so bili pa bolj domišljeni predlogi. So bolj domišljeni predlogi in pa bolj konkretni in pa tudi taki, ki jih lahko uvrstimo v glasovanje. Ali jaz nekaj vprašam oboje? A date tistim, ki so v bistvu, ali pa vsem pobudnikom kakšen feedback, a oni dobijo nek odziv, kak se da izboljšati? Ja, pri vsakem projektu je na spletni strani na te aplikaciji. V bistvu tle bom tako povedala. Pobudniki bojo letos dobiti ta isti feedback tudi po elektronskem sporočilu, ker ga prej niso tako delali, kako bojo učili, pa nam je pa to vidno na spletni strani. V 2-3 stavkih lahko povejte, zakaj ni bil uvrščen v glasovanje in pa, mislim, zakaj je bil uvrščen. Mislim, ne, zakaj ni bil uvrščen. Mislim, da je treba narediti tudi to, da je to bolj direktno, zato ker
kogarkoli govorimo o digitalizaciji, pa da gremo vsi naslednje medije pogledati počasi, je prav, da človeku povemo tudi direktno, da bolj ta osebni pristop prevzemamo. Letos recimo smo upeljali še dodaten elektronski naslov, za katerega smo se na novembru v napisu, pa odgovarjam na približno 50 mailov na dan. So vprašanje. Pri nas se pa v vsakem primeru v bistvu vsak skrbnik projekta posameznega poveže z predlagateljem in potem v bistvu skupaj delata. To je čist na popolnoma zelo sprejeti. To so sprejeti, pa niso uvrščeni v glasovanje, te sem mislil. Aha, tisti, ki niso uvrščeni, seveda pobudnika se obvesti, sam se vam pravim, ne? V bistvu pri nas ne more kakršenkoli predlog prideti. Komisija, ki te predloge preseje, ima točno določene kriterije. Tukaj ne gre za to, da pa en projekt ne pride noter zaradi tega, ker pa nikomu ni všeč, ali pa ker to nekaj ni potrebno, in tako naprej. Zato, da se, ja, seveda se jim odgovori, da se mi kakšno pove, zakaj ta predlog ni pa šel. Kar pomeni, ne vem, je območje tako, je to, ne vem, je že vnaprej, ne, tiste stvari, ne, recimo ta glavne stvari so to, ne sme biti projekt, ki se izvaja na občinski zemlji. Finančno mora biti v bistvu ovrednoten, tako da gre v te omejitve, da so postavljene. Pa recimo še ena zelo pomembna stvar je tisto, kar je osnovna naloga občine, tisto ni naloga moje pobude. To pomeni, ne si želeti ceste, ne si želeti kanalizacije nove, ker to je v bistvu že mogla občina sama posediti. Ja, pa se tega se tudi ne da za 20 000 narediti. No, ne moreš narediti nove, sem lahko narediš točno 300 metrov ceste. In pa, v bistvu, ko treba pri nas te zadeve na glasovanje, potem pa v bistvu ljudje tudi to so zmeri bolj jamljajo kot eno igro, ne? To je v bistvu igra, zdaj bomo pa mislim, to se bo bolj potrudil, tisti bo pač predmet njegov izglasovanje in se potem tudi realizira. Se mi pa zdi zelo pomembno, da se te stvari realizirajo. To, da ti potem ljudje začnejo potem targetu to, da ni to spet neko nakladanje, ne, ampak je nekaj, v kar res lahko verjamejo. Potem res razmišljajo, kaj bi to zaprosil svoje koalicije. Kaj pa je tisto, kar bi želeli? Ob pristopu so pri nas dosti posebni, zelo. Imam to kakšno vprašanje za projekt Zune, mislim, da bi lahko nekaj poskušali, če bi bilo karkoli, zlasti daljši, ker to je zelo tako da tudi mirno, tako sta moja država, predstavnice mestne občine Ljubljana. Iz proračuna je financirano prek razpisa za nevladne organizacije, ki so v resnici financirano iz proračuna samo pač Prostorož. Denar gre v bistvu preko nas. Je pa tako, da pač jaz si na dobro predstavljam, da ni niti, mislim, to pa si kar treba urediti, če občina resno misli, da se postavitve dolgoročnega mehanizma. Je pa tako, da se tukaj primarno vlaga v ljudi, se pravi, ne v prostor, kot tak, to ni investicija v prostor, ampak v ekipo aktivnih prebivalcev, ki hočejo nekaj spremeniti. In letos imamo recimo 1-2-3 primere v teh 15, kjer bodo prebivalci pač zamenjali lokacijo, ki so jo predlagali, ker vejo, da je v njihovi sosedski par stvari za urediti, pa je tam neka soseda, ki recimo nasprotuje košarki, in bo to uredila mestna občina Ljubljana, prebivalci bojo pa en drug par. Zdaj recimo po takih stvarih, ker največji problem je tako, da se ni izvajalo tudi projekte, ki niso na naši občinki, ampak če je potrebno podgraditi služnost, če postaviš neko bar, tudi če postaviš neko urban prostor, recimo postaviš karto za smeti, posediš material, se ti boš to tudi vzdrževati. Je treba karto za smeti sprazniti, in je treba travo pokositi. Zato potrebuješ služnost. Letos smo tako rekli, da lahko izvajamo tudi projekte, ki niso na naši zemlji, ampak ne predlagatelj. Recimo, če je to soseda, pa je 2 kvadratna metra, pa bi tam postavil klopcev pitnik, ker je tam vodni vir in tako naprej, tak konkreten en primer imamo, pa sosed tistih 2 kvadratnih metrov ne uporablja, ne poda izjavo o nameri, da bo lahko pač, da bo to dal služnost, pa potem bomo to pravno uredili. Pri nas je malo drugače, ker mi pa, mislim,
mi ful spodbujamo to, da ljudje pač nekaj stvari sami naredijo. Drugače biti participativni proračun boljša metoda, to bistveno višji budžet je. Vi ste društvo, mi smo občinari. Mi skoraj da nimamo pravice apelirati, mi lahko na druge načine motivirano, ne? Vi ste pa zato tukaj, da spodbujate Kar mi spodbujamo, naprimer, ker to je recimo v teh ljubljanskih stanovanjskih soseskah ful velik izziv, ker je večina zemljišče v zasebni lasti, etažna lastnina, razvezi in tako naprej, je to, da pobudniki tudi pripravijo lahko v enem, dveh stavkih nek načrt za vzdrževanje. Se pravi, kako bo to živelo? Kdo bo skrbel za to? Potem, ko se postavi. Se pravi, isti izziv, ko ste gledali isti galerija. No, vse nisem v galerija. So tudi kante za smeti, pa paske strehnke, pošle za paske strehnke, kdo bo plačeval vodo za vodo v novih pitnih, kdo bo plačeval elektriko. Ampak pa recimo ena stvar, ki sem jo videla, da mi v mestni občini Koper nimamo kataloga urbane opreme, kar je spet participativni proračun spodbujeval, ker je 36 projektnih vodij, in kar naenkrat so učeni s tem, da izbirajo igrala, izbirajo klopce, ker mestna občina Ljubljana imamo tudi tonaliteto, da je kandelabra določena, se pravi, da še nekaj pravila imajo, ampak smo ugotovili, da pač nimamo kataloga javno, nijemo kataloga urbane opreme in imamo tudi, mi smo vseeno velika občina in imamo pa tudi 30 različnih profil. Sicer jaz živim v Izoli, pa je zelo lep primer, nas povabili, ko gledate v Izoli, se zatežete po Prešernovi cesti, pa preštete, kako v različnih svetilih lahko na tej cesti vidite. Jaz so za povedalico povabili, ko imamo iz Krobe, fajn je lepe oči, tudi na naši poti so delo in tudi to kulturna dediščina se tudi pri nas opanja. No, torej pač paste na to, ne? Mi smo tudi pa zdaj soočeni s tem, ko imamo različne javne prostore, drugačno klop, v Semedeli, kjer je poplavno območje, ne moreš postaviti tiste klopce, kakor jo na Sončnem nabrežju postaviš. Tako da to smo zdaj nekako sprožili to, da bo naslednje leto lažje, bomo naredili popisi prej. Potem, kar se tiče svetlobnega onesnaževanja, ker smo bili že že skoraj na meji, smo začeli menjati določene kandelabe. Tako da so te javne vzbude zelo pozitivne, ker najdejo tudi mikro izboljšave nekaterih mogoče na tej infrastrukturne, ker gledaš, da je treba popraviti cesto, pa kanalizacijo, pa da je treba narediti to dostopnost ali mogoče pozabiš na te cukrčke razreči. Še kakšno vprašanje, kako čas zaključujemo? Nasno. Načeloma lahko se pač tem, ki izvajajo, postavljajo aplikacijo, reči, kaj želiš in podeč. Tako. Mislim, vedno je problem, seveda, vsi se soočamo s tem problemom KPDV-ja, da to ravno zdaj za prejšnje leto usklajujemo s pravno službo, kaj lahko potegnemo in kaj ne, ker smo pogoje sodelovanja tako ohlapno napisali, da je tisto, kar želimo potegniti iz aplikacije. Tako da je fajn razmišljati 10 korakov včasih naprej. Ker tle smo bili, mislim, to smo ohlapno pogoje sodelovanja napisali, da imamo zdaj debato o tem, kaj lahko potegnemo ven, kaj pa ne, ker v bistvu delamo z občutljivimi informacijami, kot so EMŠO. Tako da, ker jaz osebno, pa sem administrator, ne vidim nobenega EMŠO. Vidim ime in priimek, tako kot vsak vidi, če občutka, ali pa vidim ne vidim. Ok. Pa bi se vsem lepo zahvalil, zlasti pred tem, ki so nam predstavili te projekte in pobude. In upam, da je bilo za koga kakšna inspiracija tudi. Tako da to je bil seveda namen današnje